Živijo, fantje in punce, moje ime je Nina. Lep, prestižen jekleni konjiček, ne? Ja, dobrodošli v svetu avtomobilistov in ljudi, ki te avte znajo narediti in zanje tudi lepo skrbeti. Ukvarjanje z motornimi vozili je za marsikoga eden najbolj zanimivih in najbolj dinamičnih hobijev. Je pa lahko tudi poklic in do tega poklica prideš, če se vpišeš v srednjo poklicno šolo smer avtoserviser ali smer avtokaroserist. Po končanem šolanju z zaposlitvijo ni težav, dobrih serviserjev in karoseristov vedno primanjkuje. Šolanje lahko nadaljuješ in postaneš avtoservisni tehnik ali kasneje celo avtoservisni inženir. Vedno obstajajo novi izzivi. Lahko postaneš mojster teh poklicev. Imaš pa tudi odprte možnosti postati uspešen obrtnik ali podjetnik. Odločitev za poklic in kariero je torej enostavna, privlačna in polna možnosti. Avtoserviser zna poskrbeti za motorno vozilo od mehanike do njegove elektronike. Sodobna avtomobilska industrija namreč izdeluje motorna vozila, za katera lahko poskrbijo samo izšolani ljudje, ki znajo uporabljati najsodobnejša servisna orodja in opremo. Uspešen avtoserviser danes uporablja moderno tehnologijo, zna svetovati strankam in se sporazumeva v vsaj enem tujem jeziku. Le redki poklici so se v zadnjih nekaj letih tako spremenili kot prav ta. Namesto umazanih kombinezonov in težkega orodja zdaj v večini servisnih delavnic vidimo sodobna orodja, računalniško opremo in najsodobnejše diagnostične naprave. In dekleta, pozor, v avtodiagnostiki smo mi še uspešnejše kot fantje. Delo avtoserviserja vključuje prevzem vozila s preizkusno vožnjo, proučitev tehnične dokumentacije in oceno potrebnega posega, pomanjkljivosti ali okvar, ki jih nato odpravi. Obvlada namreč vse mehanične, električne, elektronske, hidravlične in pnevmatične sklope vozil. Pri servisiranju zamenja oziroma dopolnjuje ustrezne tekočine, kontrolira in naravnava posamezne mehanizme in po potrebi zamenja obrabljene dele motornega vozila. Ugotavlja vzroke za okvare, ki jih nato odpravi z zamenjavo nedelujočega dela ali z ustrezno nastavitvijo. Po končanem servisu ali popravilu opravi preizkus delovanja in motorno vozilo nato izroči lastniku. Avtoserviser se ukvarja z nadomestnimi deli ali dodatno opremo in skrbi za naprave in orodja, ki jih potrebuje pri svojem delu. Odstranjuje odpadne materiale v skladu s predpisi o varovanju okolja. Pri mojem delu me najbolj veselijo vsakodnevni izzivi, torej izzivi za vsako vozilo posebej, ki ga dobim na servis, ki ga dobim v roke za popraviti. To so uporaba svojega znanja pri tem, da lahko težavo, ki je na vozilu, najhitreje odpravim. Ja, kot mlad fant, kmečki fant, sem se igral doma na dvorišču in popravljal razne stroje, zanimale so mi pa tudi avtomobili. Danes imamo doma, recimo, nas je 12 zaposlenih, smo malo podjetje, katero prodajamo znamko Hyundai Suzuki, servisiramo in pač stalno se pa izpopolnjujemo, da sledimo novostim na področju tehnike. Na vasi ni problem za posel, ker enostavno, če si dosti strokovno podkovan, če si slediš novostim, stranke pridejo za tabo. Biti ženska v moškem poklicu ni lahko. Predvsem več moramo pokazati, da smo sposobne, da zmoremo, da smo močne same v sebi. Vsaka, ki čuti, da je sposobna opravljati poklic,
ne glede na to, kakšen je, naj se odloči za njega. In verjemite, da dekleta v moških poklicih smo definitivno boljše. Biti avtomehanik je včasih pomenilo biti zašmiran dedec. Danes to vidimo le še na slikah. In zadnje leta so se stvari zasukale povsem drugače. Delo je fizično lažje, zahteva več znanj in dokaj čiste roke. Skratka, to je modern, zanimiv in atraktiven poklic za vse, ki jih zanimajo motorna vozila. Ni slučaj videti kakšno mlado dekle, ki deluje v moštvu ekipe Formula 1. Predvsem so inženirji, ki prebirajo telemetrijo in vse te tehnične podatke. Tudi v marsikateri delavnici lahko vidiš mlade dekleta, ki popravljajo te vrhunske avtomobile. Kot avtoserviser lahko delaš na motociklih, osebnih vozilih, avtobusih in tovornih vozilih, pa tudi na traktorjih ali kmetijski mehanizaciji in celo na gradbenih strojih. Zaposliš se lahko v avtomehanični ali avtoelektrični delavnici, na hitrem servisu, na servisih v avtohišah ali na tehničnih pregledih vozil. Del tega poklica je lahko avtotuning ali pomoč na cesti. Lahko si vzdrževalec voznega parka ali pa se ukvarjaš z razgradnjo vozil. Izbira je zelo pestra. In izdelek avtoserviserjev je popravljeno in servisirano motorno vozilo. Pa naj gre za starega fička tete Lojzke ali pa za moj tekmovalni Ferrari.